Tole ob meni je novi Golf Sportsvan, v bistvu sta ob meni dva Golfa Sportsvan. Tale beli ima več opreme in močnejši 2-litrski motor TDI, ki mimogrede porabi približno toliko kot ta 1,6 litrski. In tale Golf, ki tudi izgleda bolje, ima še kljuko, ker Golf jo pač mora imeti. No, ampak tale avtomobil je precej drag, zato nadaljujemo kar s tem, ker boste verjetno kupovali nekaj podobnega. Najtežje je nekaj povedati o avtomobilu, ki je dober in te prepriča, ampak je dolgočasen kot hudič. Vse je na mestu, kakovost je odlična, avtomobil je zelo dober, ampak je zanimiv toliko kot en dan nošena nogavica. Golf Plus, predhodnik Sportsvana, je bil pravzaprav samo malce višji Golf, tale pa je bistveno bolj enoprostorski. Od Plusa ima 13 cm več v dolžino, medosna razdalja se je povečala za 10 cm in od običajnega Golfa je daljši za dobrih 8 cm, no in kar je najbolj pomembno, od običajnega Golfa je višji za več kot 12 cm. To pomeni, da se uvršča takoj pod Torana, zato bo novi Toran prostornejši od zdajšnjega, da si s tem ne bosta skakala v zelje. Vsi ti centimetri se poznajo pri ceni. Osnovni vas bo stal 18 tisočakov, tale z malce opreme pa okrog 23. Ampak centimetri se še bistveno bolj poznajo tule, oziroma tamle. Prostora je ogromno, tako za glave kot za kolena, bistveno več kot v navadnem Golfu. Zadnjo klop je mogoče naprej in nazaj vzdolžno pomikati za 18 cm, kar pomeni, da ima prtljažnik potem 500 ali pa 590 litrov prostornine. No, naslonjala lahko podiramo v razmerju 40-20-40, kar je super za prevoz kakšnega daljšega predmeta in vse skupaj lahko počnem kar iz prtljažnika. Fajn za lenuhe. Motor v temle je 1,6 litrski TDI in mogoče je škoda, da je povezan s samo 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, ker bi bil lahko še nekoliko bolj varčen in predvsem tišji. Ampak požrešnosti mu pri 5,4 litre povprečne porabe niti ne morem pripisati, no po mestu pa je bil približno 6,5 litrov. Za svojih dokaj skromnih 81 kW oziroma 110 konjev kar dobro potegne, ampak v takšnem avtu vas itak ne bodo srbeli podplati, še posebej, ker se v ovinkih zaradi višine bolj nagiba od navadnega Golfa in ni tako suveren. Tehnološko je Sportsvan skratka v samem vrhu segmenta, ker boste serijsko dobili elektronsko prečno zaporo diferenciala, nadzor stabilnosti s krmilno asistenco, ABS po razdelitvijo zavorne moči in še veliko več. Dokupite pa lahko še čisto nov sistem za skeniranje mrtvih kotov pri vzvratni vožnji, ki celo ustavi avtomobil, če je treba. Super, predvsem za starejše, ki se malce težje obračajo nazaj. Na koncu pridem do vprašanja, za koga je dejansko ta avtomobil. Najbolj za družine, ker je zelo prostoren, čeprav ima Golf Caravan recimo daljši prtljažnik, kar pogosto lahko pride bolj prav in tudi otroci ne potrebujejo toliko prostora na zadnjih sedežih. Je pa dobrodošel in tudi pelje se Caravan bolje. Ampak vem, da bodo Sportsvana kupovali predvsem starejši, ker bodo zaradi večje višine lažje zlezli van, pa čeprav vsega tega prostora sploh ne potrebujejo. In verjetno jim ni tudi malce bolj vseeno, če izgleda dolgočasno.